ta čudoviti odlomek Modesa Siraha pravi, kako si vsak pošten izraelec želi, da bi bil Jeruzalem zopet poziran, da bi imel odprta vrata, da bi se k njemu stekali vsi ljudje dobre volje, da bi bili speljani potoki, da bi šorela voda, se pravi polno življenja. In pravi, vsak v srcu dobro misli, bo rad pomagal pozidati ta Jeruzalem. Brate in sestre, mi hotel si tudi mi zaželimo, da bi bila naša zopet pozidana, zopet končno stala, da bi jo bili vsi veseli, da bi bili rado ponosni, da bi lahko gojila gostoljubje odprtih vrat, da bi bila znana po vsem svetu, po svoji gostoljubnosti, po svoji lepoti, po vrlinah, ki vladajo v njej, podobno kako Jeruzalem, nebeški Jeruzalem. Tudi vidimo, da je življenje sestavljeno iz nesporazumov. Kako je tudi Frančišek prebral ta odlomek, rekel, da mora popraviti cerkev in je začel zidati, prenavljati cerkvico svetega Damjana. Šele kasneje ugotovil, da so cerkev živi kamni, da so to ljudje, da treba spremeniti srce in da bo svet drugačen. Vidimo, brati in sestre, da Frančišek ni spreminjal druge, ampak je spreminjal sebe in dal sebe grade, ki so bili pripravljeni spremeniti srce dobro misliti, objeti vsakega človeka, varovati živali, rastline, naravo in prebivati vsemi ljudmi dobre volje. In to besedilo, brati in sestre, vabi tudi nas. Res je, da družbeno javno življenje poznam mnoge svode in prav je, da bomo pluralnost. Tudi tukaj smo se izbrali tisti, ki tako kako sveti Frančišek verjamemo, da se vse začne v srcu človeka in da takrat, ko človek spremeni svoje srce, ko dobro misli, ko je pogumen, ko izreka besedo resnice, da takrat tudi svet postaja drugačen. V tem duhu, dragi, smo tudi prebrali znameniti odlomek evangelista Mateja, da je treba hišo sezidati na skalo. In tudi mi si želimo, brati in sestre, da bi naša domovina stala na skali, nobena ploha, nobeno vodoje, nobeni vetrovi, tudi potresi, da ne bi premagali, da bi stala še naprej. Seveda, sedaj, dragi brati in sestre, mi, ki nosimo v sebi upanje in ljubezen, se sprašujemo, kdo je ta skala, kaj je ta skala, ki jo nišče ne bo premagal in tudi nišče ne bo potem ugonobil naše domovine. In če prisluhnemo besedam preroka, potem je gotovo, brati in sestre, ta skala poštenja. Profesor Trstenjak je dejal, da je poštenje neka nacionalna ali narodna lastnost Slovencev. Če bi danes živel, ne vemo, če bi še isto pisal. Toda mi verjamemo vendar, da je poštenje tisti temelj vsake družbe, brez katerega se vsaka družba, ki ne gradi na iskrenosti, na poštenju, na besedi, ki velja, da se enostavno zruši. In sedaj se vsi želimo, da bi to poštenje zopet zavladalo med nami. Želimo si, da bi to poštenje najprej gojili do iskrene besede. In ta iskrena beseda, brati in sestre, je nastopila z bratom na celem metodom, kajti najprej smo iskreni pred Bogom in najprej smo iskreni pred molitvijo in zato
zato je slovanski jezik, ki bo stal liturgični jezik, postal tudi temelj naše življenje. Potem vidimo, bratje in sestre, da je blaženi Anton Matej Snovšek zopet gojil tisto iskreno besedo med duhovniki, med otroki, med vsemi ljudmi in nam zagotavlja, da imamo prihodnost. In končno, če smo čisto v kraji iskreni, se vprašamo, kdo je vendar začel spremembe v naši družbi, kdo je vendar postavil temelje tudi naše državnosti. Tisti, ki so iskreno mislili in iskreno govorili. To so bili naši pesniki, naši preroki. Pesnik ne mora reči, da ga srce ne boli, če ga boli. Ne mora reči, da mu duša ni vesela, če vesela. Zlagana poezija je za nič poezija. In vemo, da je pesnika in literat prvi zapisan v poštenosti besede. Bratje in sestre, takrat, ko je družba v krizi, takrat, ko vidimo, da so tudi gmotne ekonomske težave, takrat se vprašamo, kako naprej, in takrat je pametno, da gremo k izvoru naše civilizacije, tudi izvoru naše državnosti. In vidimo, da je izvor naše državnosti, naših družbenih sprememb, iskrena beseda, da besedo izgovarjamo v njenem pravem pomenu, da smo z dušo in telesom zavezani, da znamo tudi zapeti. Bratje in sestre, danes prosimo, da v naši družbi nikoli ne bi zmanjkalo tistega vnesa, tiste prave iskrene besede, ki jo Bog navdahne, ki nam navdahne tudi v te poštene pogledanje. Res je, da glede družbenih sprememb, reform različno mislimo. In tako je prav, tako je v svobodo. Toda to, kar je lepo, namreč, da se različno misleči, z različnimi programi združujemo tukaj, kajti vsi verjamemo v iskrenost besede, verjamemo, da smo tudi mi na nek način izvoljeni ljudstvo, da smo za to iskreno besedo, za to skalo pripravljeni nekaj žrtvovati in da med seboj delimo upanje, da ne more ničesar premagati. Amen.